Dober večer. Veliko zadovoljstvo in osebno veselje mi je, da sem lahko pogovarjal z Mladenom Dolarjem, filozofom, učiteljem z veliko U, drugače ga verjetno vsi poznate kot člana tako imenovane trojke Ljubljanske lekanovske šole, skupaj z Alenko Župančič in Slavom Žižkom. Šola, ki je sredinjena okoli revije Problemi, društvo za teoretsko psihoanalizo, s katero smo se dogovorili, so tudi Mladenove knjige tam na razpolago, če bi kdo želel, rajši omeni zdaj, da ne bom na koncu pozabil. Drugače pa je Mladen je človek. Mikol mi vede, da dati piko v skladu z enim izmed najstarejših silogizmov v zgodovini logike, pa bom dodal človek glasu. Nerad nastopa v množičnih medijih, raje ima dogodke v živo, predavanja v živo, tako ga je moja generacija tudi spoznala pač v predvajalnicah in drugih javnih dogodkih. Je pa tudi človek glasu po temu, da je glas eden izmed objektov njegovega filozofskega zanimanja. Posvetil je knjigo o glasu, prevedeno v veliko svetovnih jezikov, in potem še tudi, recimo, pogojno rečeno nadaljevanje knjiga o prozopopeji kot posebni retorični figuri, kjer gre za sposojanje glasu. Ampak danes je z nami predvsem, glede na to, da je tema festivala Tiranija ob stoletnici fašističnega pohoda na Rim, je z nami kot politični filozof, tako kot pravi Brecht o Hegelu, politika je tudi ena izmed njegovih vicev. Ukvarjal se s politiko v več knjigah, med drugim v svoji prvi knjigi Struktura fašističnega gospodstva in zadnji knjigi, ki je šla prav nedavno, Od kod prihaja oblast. Predvsem na tej liniji bi se rad danes pogovarjal. Prva knjiga Struktura fašističnega gospodstva, ki nekako odgovarja, mislim, da odgovarja na vprašanje, kaj se nam je zgodilo v zadnjih 2 letih, in to je moje prvo vprašanje. In drugo, knjiga, ki ima v naslovu vprašanje, odkot prihaja oblast, na to pa že imamo odgovor z lokacijo, valjda z Gorice. Tako da, če začnemo z prvim vprašanjem, to je prvo knjigo Struktura fašističnega gospodstva, tam si skušal povezati marksizem in psihoanalizo v ta zanimiv štrici, sem to bral zdaj ta mesec pred priprav na ta pogovor, in analogije se tako rekoč ponujajo same od sebe. Ampak dokje zdržijo analogije? Koliko nam ta pojem fašizma lahko pomaga razumeti to travmo, ki smo jo doživeli zdaj v zadnjih 2 letih? Ja, najprej dobro večer in najlepša hvala za to vabilo. Zelo redko sem v Novi Gorici, dolgo smo se dogovarjali z Bertom, da bi kdaj prišel, in zelo sem vesel, da sem tukaj v tej priložnosti. Priložnost je pač, prvi povod je stoletnica pohoda na Rim, ki je bil oktobra 1922. Pohod na Rim se ni začel s pohodom na Rim, začel se že prej, že nekaj let prej, vsemi temi škvadrističnimi izgredi, črnosrajčniki, ki so razbijali delavske stavke, se borili proti socialističnem stranki in gibanju delavskemu, in še posebej tisto, kar je obeležilo, pravzaprav ta simbolno obeležilo začetek tega pohoda na Rim, je konec koncev požig Narodnega doma v Trstu, julija 1920. In prvi židje smo bili Slovenci tega fašističnega gibanja in širše Slovani, Šari. Zdaj, mislim, čas je tak, priložnost je taka, da bi se res želel tudi pokloniti spominu na Borisa Pahorja, izraziti se svoje spoštovanje, in nekako simbolno, on je bil kot 7-letni otrok priča temu požigu Narodnega doma, in 100 let kasneje, ob njegovi smrti, prejšnji teden, je bila komemoracija za njim v tem istem Narodnem domu, ki so ga zdaj vrnili slovenski skupnosti. Sprej videti, kot da
od tega požiga, ki mu je pričal kot otrok, do tega zadnjega dejanja, da se je nekako nek krog sklenil. Od teh prvega začetka fašizma z temi izgredi in s tem požigom Narodnega doma do te počastitve. In nek simbolen krog. Ampak če smo danes tukaj, smo tukaj tudi zato, ker vemo, da se ta krog ni sklenil. To ne pomeni, da bi zdaj prišli do neke sprave in poravnave, ampak prav nasprotno se zdaj to dogaja v nekem času, ko je fašizem, pojavi fašistični, taki drugačni, so vendarle v zraku. In se moramo z njimi na novo soočati, ne samo v zadnjih 2 letih, da smo imeli nekaj izkušnje drastične tudi pri nas, ampak v zadnjih 10-15 letih se pojavi, z množičnimi pojavi desnega populizma, povsod po svetu, v Italiji, pač najbližje, začelo se je že z Berlusconijem in Forza Italia in Lega in Fratelli d'Italia, mislim, cela ta fašistična reč, ki bi se morala na nek način skleniti ali biti v pozabo, je pravzaprav prišla v zadnjih toliko letih ponovno na dan. In ne gre samo za Italijo, gre za pojave, ki so pač Trump v Ameriki predstavlja nek tak največji monument tega. Imamo Orbana v neposredni bližini, imamo Marine Le Pen v Franciji in celo vrsto teh elitarnih gibanj, ki močno pač spominjajo na ta obujanje teh istih problemov ob tem, da zdaj praznujemo stoletnico tega pohoda na Rim. Dodal bi še neko čisto osebno noto, družinsko noto, mogoče, mislim, moja mati je bila iz Stranka, rojena v Pazinu in neposredna posledica Mussolinijevega prevzema oblasti je bilo etnično čiščenje, ki ga je doživela Primorska, ki ga je doživela Istra in leto dni po tem pohodu na Rim je moja družina, ta materina stran družine, pač morala spakirati kufre in bežati. Prišlo je res do etničnega čiščenja, moj nono je bil zavedni Hrvat, moral je prodati svoj Dočan globoko pod ceno, popasa družino in iti v Slovenijo, v Maribor. Spravi, imam neko družinsko, osebno povezavo s tem dogodkom, katerega stoletnico zdaj praznujemo. Zdaj, res je, da sem leta 82, pred 40 leti, pred 40 leti izdal svojo prvo knjigo, ki nosi naslov Struktura fašističnega gospodstva in tam poskušal dati neko analizo predvsem tega, kako se marksistične teorije spopadale s fašizmom ali s tem velikim porazom delavskega gibanja, kakšno refleksijo tega poraza so uspele proizvesti. In že takrat s vprašanjem na zadnji strani se nekako končalo, da se pač lahko fašizem z drugimi sredstvi nadaljuje, da ni neko historično zamejeno obdobje, s katerim bi lahko opravili. In če zdaj pogledam nazaj, leta 82 to je bilo 60 letnice tega Mussolinijevega pohoda na Rim. V letu 82, kar takrat nikakor ni bilo jasno, ampak zdaj neko historično distanco, je pomenilo vendarle tisti historični trenutek, ki je pomenil začetek tega neoliberalnega vzpona. Leta 80 je prišel Ronald Reagan na oblast v Ameriki, Margaret Thatcher je prevzela oblast v Veliki Britaniji in ta par, Reagan in Thatcher, sta ravno začela definirati teren, cel neoliberalni teren, vzpon neoliberalizma in prva teza, ki bi lahko postavil, da je pravzaprav ta vzpon, ta zmaga, ta uspeh neoliberalizma, ta uspeh, da je uspelo zakoličiti teren političnega dogajanja, je nazadnje proizvedel kot svoj proizvod, svoj stranski proizvod, svoj logični proizvod, svoj historični proizvod, celo serijo tega vzpona pač desno-populističnih gibanj, ki so videti kot neka hrbtna stran tega neoliberalizma. So proizvod tega neoliberalizma.
Spravi, takrat v tistem času se nekako nisem zavedal, niti si ni bilo mogoče zavedati, da smo na začetku nekega drugega historičnega obdobja in da je ta vzpon neoliberalizma dejansko lahko vodi v ta drastična gibanja, ki so v zadnjih 5-10 letih začela dajati ton. Se tle ustavim ali govorim naprej? Me pustiš, da si lahko ti predam. Mogoče moram sam sebe moderirati, sem se kar dal vdržati, kako sem vajen iz študijskih klopi, ne več poslušati. Ampak ja, lahko mogoče na to isto temo iz knjige, kjer delaš analiz fašizma, predvsem kritika, marksističnih kritikih fašizma kot čiste ideologije, začrtaš pač dve meji v skladu s klasično marksistično tradicijo. Ena je pač strogo ekonomska analiza, ki nekakor ni nezanemarljiva, ko gre za pač analizo fašizma, ki ne stoji v zraku, ampak ima zelo jasne pač, kako rekel, preprosto povedano, povezave z gospodarstvom. Na drugi strani pa tisto, kar je pravzaprav tvoja potem kasnejša vokacija, psihoanaliza, ne, ki pa vendarle tukaj ne gre za preprosto psihološko analizo, ampak za nekaj precej drugega in mogoče za istočnico za to. In glede na to, da se pač po naključju nahajamo v Gorici, knjigo Odkot prihaja oblast začneš z uvodom v Freud-škocijanskih jamah, s pismom iz aprila 1898, ko se Freud s svojim bratom Aleksandrom poda na izlet na severni Jadran in glede Freud omenja v Gorici zgolj mimobežno par stvari, reče, da je tukaj poskušal dobre pomaranče in kandirano sadje, pohvali lepoto Soče in sreča 3 planince. In to je to, kar Freud omenja o Gorici, potem pa se začne že neka reminiscenca, spomini za nazaj, prejšnji izleti v Italijo in tako naprej. Ampak ti greš pa na njegov izlet v Škocijanske jame. Zakaj je ta izlet tako emblematičen za zvezo psihoanalize in politike, ki si potem tukaj nasledi? Ja, da pa to knjigo začenjam s to zgodbo Freudovega edinega postanka v Sloveniji, leta 1898, v Veliki noči. Deloma zato, ker je pač anekdotično slikovita, deloma pa zato, ker se mi zdi emblematska, teoretsko zelo pomembna. To se reče, to kar je Freud doživel v Sloveniji takrat. In pač podal se je na izlet v Gorico, v Glej, v Gradež, je šel s svojim bratom, potem na poti nazaj sta se ustavljala v Divači, zato ker so bile tam že tedaj svetovno znane Škocijanske jame in s svojim bratom se pač odpravil, drugi dan prespal v Divači, potem se odpravil v Škocijanske jame in ta sestop in na poti v Škocijanske jame navedene slovenskega vodnika. Slovenskega vodnika, ki je zelo slikovito opisan, detajle, ki se ga da celo identificirati, imenoval se Gregor Žiberna in še danes v Divači imate jamarski klub, ki se imenuje Žiberna. Po tej istem človeku, ki se je tam, ki je vodil Freuda v Škocijanske jame. Ampak zakaj je ta izlet tako pomemben? Freud začne opisovati ta sestop v Škocijanske jame, veste, kako dramatično so Škocijanske jame, kot sestop v pekel in pravi, Dante, če bi videl to, ne bi rabil nobene druge inspiracije za Inferno. Spravi, nekako sam ta sestop začne opisovati kot sestop v slovenski pekel. In pomenljivo je to, da po nekem čistem naključju, ki pa je zelo zgovorno in daljnosežno. Je na dnu tega pekla, ko je se stopili do konca, je srečal dr. Karla Alvegarja. Dr. Karl Alvegar je bil takrat dunajski župan. In to je bil pač, bile so počitnice, velika noč, iz Dunaja so ljudje odhajali na izlete, malo po provinci. In kar je tem srečanju pomembno, da Alvegar je bil dunajski župan, ki je dobil svoj status, bil volitve na absolutno antisemitski propagandi. Freud in Alvegar se ne bi na Dunaju nikoli mogla srečati. Srečala sta se lahko samo v slovenskem peklu, po naključju, Inferno. In Alvegar je bil, za Alvegarja in
tukaj ta zgodba naša postane pomembna, zaradi tega se je že takrat uporabljal izraz populizem. Izraz populizem izhaja iz 1890-ih let, prvič je začel cirkulirati kot politični pojem in zaradi tega se je uporabil ta izraz, ta oznaka, nekoga, ki pač zna nagovarjati, demagoško nagovarjati množice, zbujati njihove strasti in tako naprej in s tem pridobiti neko veliko volilni uspeh. In prva stvar, ki je pomembna, da cesar Franc Jožef je odklonil, da bi ga imenoval za dunajskega župana. Posegel je po svojih ekstremnih ingerencah in rekel, ne, takega človeka pa ne. Za cesarja Franca Jožefa, ki ni bil ravno zgled naprednih revolucionarnih idej, je bilo to too much. On bi si želel, da bi Dunaj vodil kakšen aristokrat, tako kot on, ugledni star gospod, ali kaj. Tukaj se je pa pojavil nek upstart, nek prišlek, nek parveni, ki je začel delati zgago, zatem, da je začel goniti ta antisemitizem. In takrat, ko je Franc Jožef pač ni hotel imenovati Wegerja za župana, pravi Freud, takrat sem si prižgal ekstra cigaro. In še trikrat ga ni hotel imenovati. Nazadnje pa je popustil med drugim pritiskom Vatikana. Tako pa šlo do tega, da je Weger postal nazadnje dunajski župan. Druga stvar, ki je pomembna v zvezi z Wegerjem, je ta, da če berete potem kasneje Hitlerjev Mein Kampf, vidite, kako se je mladi Hitler sprehajal po dunajskih ulicah in imel en velik ideal in en velik zgled. To je bil tudi Karl Weger. Vsega, kar vemo o antisemitski propagandi, se naučil od njega. In zato je to srečanje Wegerja s Freudom takrat v slovenskem podzemlju tako pomenljivo, ker v bistvu Weger je učitelj, Hitlerjev učitelj, neposredna zveza obstoji. Mislim, nista se nikoli srečala, Hitler je bil takrat izgubljen za obstranc, ampak Weger je potem relativno kmalu umrl od tuberkuloze, ampak ta neposredna duhovna zveza obstoji. Hitler je duhovni dedič Wegerja in duhovni dedič tega populizma, ki je takrat nastal. In kaj ima to zveze s psihoanalizo? Dobro, razen te anekdotične zveze, srečanja, ima neko zelo pomenljivo drugo zvezo. Namreč, če pogledamo Franca Jožefa, tega vladarja, ki je vladal, mislim, da edino Ludvik XIV in Elizabeta II. Sta vladala dlje kot Franc Jožef, ki je vladal tam že koliko, 60 let. In on je bil utelešenje očeta naroda. On je bil figura očeta. In če se vprašamo to, kar piše na naslovu knjige, odkot prihaja oblast, eden od standardnih odgovorov, tudi odgovor, ki je nudi v nekem kontekstu psihoanalize, je, da je model sleherne figure avtoritete, figure oblasti, da so narejene po modelu očeta. Da moramo, Freud ima celo svojo teorijo, pač mora prav očetov, prav hordi, očeta, ki še veste in postane avtoriteta, ker je mrtev postane močnejši, močil in tako naprej, se ne spušča na to, ampak model avtoritete je bila očetna avtoriteta. Patriarhalna očetna avtoriteta je bila skozi celo tradicijo model avtoritete. In to, kar je pomenljivo, je, da nastane z Wegerjem nek nov tip vodja, nek nov tip avtoritete, drugačne avtoritete, ki je prekinitev z avtoriteto očeta. In karkoli je že bil Franc Jožef je to v trenutku razumel. Da tle gre za neke stvari, kjer ni več v ognju tradicionalna očetna avtoriteta, ki bo podpirala obstoječi red, ampak imamo pravka z neko avtoriteto, ki se ne da več zvesti na očeta. Nek nov tip avtoritete. In če je moderna predstavlja nek padec klasičnega gospodarja, zgrajenega po modelu očeta, če je moderno po francoski revoluciji postopoma pač imamo neko obdobje, ki ga lahko nakratko definira kot padec očetov, padec očetne avtoritete, nimamo več očetne avtoritete,
potem je hrbtna stran tega padca. To je pač definicija demokracije. Ne? Hrbtna stran tega padca je vznik nekega novega tipa avtoritete, s katerim se je veliko težje soočiti. In Weger že takrat, Hitler z njim in cel ta vzpon fašizma v 20-30 letih do druge svetovne vojne je bil kot vrnitev potlačenega. Tista avtoriteta, ki smo jo z moderno zavrgli, mi moderni, ne rabimo več tradicionalnih avtoritet. Ne. Vse se bo odločilo racionalno, demokratično, vse smo ljudje, razsvetljeni ljudje razuma, ne, bomo vse demokratično prediskutirali, rabimo več gospodarja. Evo, ta gospodar se je vrnil with a vengeance. Vrnil se je v neki obliki, s katero se je težje soočiti kot z obliko avtoritete klasičnega očeta. In Lacan, dobro, če omenim vendarle Lacana, Lacan, ki je imel talent za dobre slogane, je v francoščini proizvedel slogan, ki je zelo dobro v francoščini, namreč père ou pire, pravi, kar pomeni oče ali še slabše. Oče je bilo dosti slabo, vsa tradicionalna avtoriteta. Ali to, kar nas čaka, je še slabše. Zvrgli smo očeta, pa gledajte, ta avtoriteta, nek drug tip avtoritete, nek bolj težavni tip avtoritete se nam namaščeval. In zato se mi zdi zelo pomembno, da to srečanje Freuda in Wegerja v tem slovenskem podzemlju, ker je psihoanaliza nastala ob čem? Natanko ob soočanju, ob padcu klasične očetne avtoritete in ob soočanju z novim tipom avtoritete. Točno teh populističnih gospodarjev, ki so potem vzniknili. To je rojstveno mesto psihoanalize. Na nek način bi s tem naključnim srečanjem Freuda in Wegerja v Škocjanskih jamah lahko obeležili tudi samo poslanstvo psihoanalize. Ne to, kar se očita, da je psihoanaliza, še vedno govori o očetu, pa o njihovem kompleksu, pa ne vem kaj, in s tem svoje vse skupaj še vedno neke familialne razmerja, to je recimo kritika Deleuza, Guattarija, Antiodipa, nikoli ni manjkalo v kritiki psihoanalize, ampak prav nasprotno. Ves problem je v tem, da ni več očetnih avtoritet in da vznikajo pač avtoritete, ki so drugačne. In ponovno danes imamo povratek v neki drugi obliki, ampak povratek istega strukturnega problema. Nekega strukturnega problema, ki spremlja moderno, ki straši moderno, neke avtoritete, ki noče umreti, ki posmrtnega življenja avtoritete, če tako rečem. Je veliko izhodišč, ampak če zagrabim samo eno, pa se bomo potem še vrnili na nekih drugih. V svoji novi knjigi, če smo začeli na začetku, dajmo še konec artikulirati, ker mislim, da je eno izmed najbolj intrigantnih poglavij, ki poskuša zapopasti realnost našega časa, ne? In prejdemo pač, greš skozi različne forme, tradicionalne avtoritete, moderne avtoritete, ki se utemeljuje z vednostjo in strokovnostjo, ne? To je neko dolgo obdobje, kjer pač oblast ne more funkcionirati drugače, kot da se sklicuje na neke znanstvene spoznanja, strokovno utemeljena mnenja in tako naprej. Tretja faza, ki je v bistvu na videz najbolj demokratična, ker gre za vladavino mnenja. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ne glede na znanstveno ali strokovno podkovanost. Skratka, radikalna vladavina mnenja kot mnenja. Zadnje poglavje pa zanimivo izpostaviš govorico, gossip, kot model tega novega tipa oblasti, ki živi predvsem v socialnih omrežjih, ki jih sam, kolikor vem, ne prakticiraš v nobeni obliki, tako kot ne množičnih medijev. Mislim, eno je obča situacija, druga pa mogoče, ali pa če začnemo s tem, če lahko pač, zakaj ne? Zakaj ne prakticiraš socialnih omrežij? Dobro, zdaj, ne bi se mi zdi, da bi vsem stopil še korak nazaj. No? Mislim, ker začel se pravzaprav z vprašanjem, tega nisem odgovoril, se pravi, ali je sedanja situacija ponovno vznik, ponovno širjenje fašizma. Ne? Ali lahko to situacijo primerjamo s fašizmom.
in govoril vse v tej zelo grobi obliki, da isti strukturni problem, ki preganja moderno že ob tem prelomu 19. in 20. stoletja, isti strukturni problem se nam zdaj vrača v neki zelo drugačni obliki po tem 40 letih neoliberalizma. Vendar bi vseeno rekel to, da veliko se govori o povratku fašizma, tudi v Sloveniji se je hitro uporabljalo izraz fašizem za razne ekscese nedavne oblasti. Sam sem skeptičen do tega, skeptičen do neposrednega enačenja tega s fašizmom, tega, da bi tlačili vse pod isto oznako fašizma, da bi kratko mali rekli, evo, ti ljudje so novi tip fašizacije. Skeptičen iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da se mi zdi, da v trenutku, ko rečemo, evo, to je fašizem, to je novi fašizem. Sam izraz fašizem je emocionalno zelo nabit izraz. Uporabljamo nek izraz, s katerim zavestno dvigamo temperaturo. Če se spomnite jugoslovanskih vojn, takrat se je točno s tem namenom na veliko uporabljalo izraz fašizem. Če ste brali takrat srpske medije, potem se je na Hrvaškem, Kosovu in Sloveniji dogajal fašizem. Evo, to je bila prva oznaka. Če ste brali hrvaške medije, se v Srbiji dogajal fašizem. Mislim, eni druge so psovali s fašizmom zato, da bi dvignili temperaturo, da bi emocionalno pač potegnili ljudi s seboj, da bi imelo funkcijo pač nekega neposrednega apela k angažmaju. In če gledate danes vojno v Rusiji, ruska propaganda na veliko uporablja izraz fašizem. V Ukrajini se dogaja fašizem, mi se borimo proti fašizmu. Zopet za neko v bistvu preprosto postavljanje, preprosto angažiranje vojakov na svoji strani, takih ali drugačnih meščakov. In to je tisto prvo, kar me dela skeptičnega, zato da uporabljamo izraz fašizem v teh neposrednih političnih bojih, ker kaj pomeni ta izraz fašizem? Ta izraz pomeni praktično, prevedeno v prozo, pomeni, to je treba brezprizivno obsoditi, o tem ni treba razmišljati. Spravi, nehajte razmišljati, ampak dajte afektivno reagirati na sam izraz. To je tisto, kar me dela skeptično, da v bistvu preprečuje analizo, če dvigamo afektivno temperaturo, s tem preprečujemo analizo tega, kar se dejansko dogaja. In zato sem jaz zelo zmeren uporabe, z veliko zadržanost pri tem, da nekaj kratko malo danes opišemo kot fašizem. In se mi zdi, da je neka velika bolezen levice bila tudi ves čas po drugi svetovni vojni, čim je prišlo do nekih ekscesov oblasti, čim je oblast poslala, ne vem, policijo na demonstrante ali kakoli, so tako začeli biti, evo, to je fašizem. Ne tako hitro, ne vsakega ekscesa oblasti tako je enačiti s fašizmom. Je potrebno več, je potrebno bolj razmisliti, diferencirano razmisliti, kaj je kaj. In druga stvar, ki me dela skeptičnega od tega, je, da potem ne vidimo specifik ali nekih zelo drugačnih pogojev, v katerih se ti fašistoidni pojavi, brez dvoma fašistoidni pojavi na nek način dogajajo, da ne mara specifika, ne vem, če vzamete figuro kot Trump, ali če vzamete figuro kot Berlusconi, Boris Johnson, te populistične ikone danes. Ko bi Trump na oblasti se pogosto uporabljal izraz klop, buffoon. V bistvu imamo opravka z neko figuro oblastnika, ki je karikatura samega sebe, ki je parodija samega sebe. In s tem so bili tudi velike težave, vsi ti komiki, ki so skušali posneti Trumpa, prvič ga je zelo lahko posneti, ampak to nima nobenega učinka videti, da Trump bolje opravlja ta posel parodije samega sebe, kot so razni kritični levi intelektualci, komiki in tako naprej. In celo Monty Python, eden od Monty Pythonov je rekel, Trump, to je boljš kot karkoli smo si mi lahko kot Monty Python sploh zamislili. Mi si ne bi sploh koliko časa tacga mogli zamisliti. Trump je boljši Monty Python. In ta poteza novih oblastnikov se mi zdi zelo zaskrbljujoča. Da ne gre več za to, da je oblastnik nekako ta avtoriteta da
bi mu bilo treba sneti krinko za to, da bi videli, kaj je zadnji. Može, samemu sebi stane krinko. Ne? On skozi kaže svojo obsceno plat. Včasih je bilo treba pač sneti ta fasado za to, da bi našli neko obsceno plat oblasti. Zdaj imamo pa oblastnike, ki sami z veseljem kažejo svojo obscenost. Ne? Pa to nima nobene posledice. Poglejte, Trump lahko reče 15,000 laži, a koliko 20,000, ne vem, koliko so prišli na koncu. Celotne številke v svojem mandatu, ki so zelo preprosto preverljive. Mislim, to ni zdaj, da bi morali neke petanje analize, pač ja, človek se je zlakal. Ampak to nima nobene konsekvence. To, da oblast začne sama kazati svojo obsceno plat in začne igrati na to karto. Daj, poglejte, jaz sem obscen. Včasih ste imeli, včasih se je reklo Andersen, cesarjeva nova oblačila, se bo našel nek nedolžen otrok, pa rekli, gledajte ga, cesar je gol. Zdaj imate cesarja, ki sem reče, poglejte me, jaz sem gol. Mislim, nima kaj skrivati, poglejte, vsi ti grobi pohlep in zmožnost manipuliranja, laganja, prilagajanja vseh dejstev, to je na dlani. Ne? To ni več potrebna klasična marksistična kritika ideologije, ki bi zdaj mukotrpno nekako razkrivala, kaj se vse skriva zadaj. Samo oblastnik to ponudi. Ne? In nekako je v tem dvojna prevara. Se bojim, da je v tem dvojna prevara. Ni to, da zdaj bi videli pravo resnico oblasti, nekončno se je pa pokazala. Ne? Prav to, da vse pokažejo, je dvojna zaslepitev, dvojna potlačitev. Se pravi, samo potlačitev na nek način postane potlačena. To se mi zdi, da je neka velika zagata teh novih desnih populizmov, ki je drugačna od načina, kako je deloval recimo Hitler. In tukaj nek moment je nastal, ki je drugačen. In tudi cel kontekst neoliberalnega kapitalizma terja se mi zdi neko drugačno analizo. Ne prehitro reči, evo, imamo opravka s fašizmom. Pa to ne pomeni, da bi skušal šparati besede, pripravljen sem uporabiti zelo ostre besede za analizo teh pojavov. Sem ne vem, če je fašizem najboljša ta prava beseda, s katerim pridemo tle blizu. Prej se mi zdi, da utegne malo zamegliti, zakaj v osnovi je. To sem še hotel na tvoje prvo vprašanje, za katerega sem pozabil odgovoriti. Zdaj pa lahko greva k vprašanju govoric in medijev. Ja, Trump, Janša in Boris Johnson, to so ljudje, ki dobesedno živijo svojo politiko na Twitterju za referenco, dve referenci, no tudi v strukturi fašističnega gospodstva na koncu podaš v bistvu, glede na to, da analiza fašizma ne zadostuje, da zdaj preverjamo, kaj je na eni strani ideologija in kaj ta ideologija prekriva, na drugi strani tudi preproste psihološke razlage, zakaj množice tako hitro padejo na take figure, tudi ne deluje. Tisto, kar ponudiš, je neka zelo stroga, lakanovska, strukturalistična analiza diskurza, ki se tako rekoč sam sebe nosi. In zdi se, da govorice so pravzaprav neko skrajno utelešenje tega, ne? Za razliko, recimo, če damo nek najbolj močen kontrast, za razliko od tradicionalne figure avtoritete, ne? Ki ima ime in priimek, ima svoj pedigre, svoje besede, podkrepi svojo persono, govorice na drugem koncu, še zlasti te, ki krožijo, nastanejo in krožijo na socialnih omrežjih, zanje ravno velja, da nimajo avtorja in nimajo nobenega pedigreja, da nimajo nobene podlage, ne strokovne, ne kakršnekoli druge, s kjer bi se lahko legitimirale, ampak delujejo pa, učinkujejo pa, funkcionirajo kot neke pseudoresnice, ki so vstopile na mesto same resnice. In to je tisto, se zdi, kar je mogoče najbolj distinktivna razlika od tradicionalnih form fašizma do teh zdajšnjih postfašističnih, recimo, pogojno. Ja, ta pojem govoric se mi je zazdel v nekem trenutku zelo zanimiv, da sem začel se s tem ukvarjati malo širše. In stvar ima svoj filozofski pedigre. Ne navadno filozofski pedigre, ker če gremo do začetka, do izvora, s tem tudi začnem to poglavje v govoricah, figura Sokrata, ki je ti pisal pač, ne? Figura Sokrata je tukaj zelo zanimiva, emblematična, ne?
Ker Sokrat je bil točno tisti, ki je nastopil proti mnenju in zahteval, da mora biti, pač obstaja velika razlika med mnenjem in vednostjo. Vsak ima pravico do svojega mnenja, pa če hočemo, da nekaj nastopa kot vednost, mora ustrezati pač kriteriju logosa, torej kriteriju argumentacije, dokazovanja, nekomu skupnemu prostoru, nečemu, kar je zavezujoče. Mnenje ni zavezujoče, reče, to je moje mnenje, kaj, imam pravico do svojega mnenja. Ne? Če pa hočemo, da je nekaj vednost, potem mora biti intersubjektivno in socialno zavezujoča. Mora imeti v sebi moment univerzalnosti. In Sokrat je bolj kot kdo drug v zgodovini, pač emblem tega je razbijal mnenja, hodil je naokoli po Agori, se srečeval z ljudmi na cesti, izpraševal po njihovih mnenjih in z 3 vprašanji postavil v strašno zagato, pokazal, kako ta mnenja ne zdržijo in kako je treba obrati pot filozofije, pot k logosu. Ampak kaj se je potem zgodilo? Sokrata so postavili pred sodišče. Zakaj so ga postavili pred sodišče? Leta 399 pred našim štetjem, Atensko sodišče, ko začne Sokrat sam svojo apologijo pred sodiščem, reče, moram se boriti proti govoricam. Širijo se govorice, za katere se ne ve, odkot prihajajo. Nimajo nobenega avtorja. Ti tožniki tukaj, Anitos, Miletos, kdo so bili, s temi bi lahko obračunal. Ampak ne moramo obračunati za temi sencami. To je tako, kot da bi se boril s sencami, za nekimi govoricami, ki so jih širili proti meni, ne vem koliko časa, in zdaj so popolnoma strukturirali samo polje, znotraj katerega se moram zagovarjati. In kaj se je zgodilo? Sokrata so obsodili na smrt. Usmrtili so ga. Se pravi, govorice so zmagale nad logosom. In on je emblematična figura tega, da se logos ni mogel zoperstaviti govoricam. So govorice neka anonimna sila, ki ni osnovana na ničemer, ni osnovana na logosu, dokazovanju, empiričnih dokazih, karkoli. Ampak kljub temu samim cirkuliranjem zadobi tolikšno moč, da celo Sokrat, ki je bil po Delfskem oraklu najmodrejši mož na svetu, celo vsa njegova modrost ni zalegla za to. In tu se mi zdi pač filozofsko zanimiv problem, tisti trenutek, ko nastane logos, ko nastane filozofija, ko se logos loči od mitosa, ko nastane ta zahteva po univerzalizmu, po univerzalnem resnici, po imanentni razlagi sveta, kot hrbtna stran tega nastopijo govorice. Govorice so neka vrste hrbtna stran logosa, nimajo nobene konsistence, širijo se, pa kljub temu zadenejo, kljub temu imajo konsekvence. Dobro, to je sestavljeno začetek te zgodbe, te dolge zgodbe. In tukaj se ukvarjam potem z raznimi štadiji, kako se na hitro, pač kakšno zgodovinsko podobe je ta problem dobil. In če pridemo zdaj na konec, na katerem si začel, zdi se mi, da je pač ta družba, v kateri živimo, ena od stvari, ki me resnično skrbijo in spravljajo zagato, tudi ne vem, kako se dobro s tem soočiti, je vzpon novih družbenih medijev in zavedati se moramo, da novi družbeni mediji, kdaj je to nastalo? To je nastalo okoli leta 2005. Facebook je star 17 let zdaj. In istega leta YouTube, Twitter je nastal 2010. Instagram tudi 2010 se mi zdi. Zapravi, to so fenomeni, ki so stari 15 let. Kaj 15 let? Ampak v 15 letih so popolnoma restrukturirali tip javnega diskurza, način javnega govora. In restrukturirali tako, da so pač javni mediji, tradicionalni mediji v bistvu izgubili svojo osrednjo veljavo, tega, da bi reprezentirali nek logos, nekega velikega drugega, neko garancijo, neke poglobljene, argumentirane informacije. In začel še sami ti mediji so ustvarili neko ozadje, nek vsesplošen bas, nek odzadnji šum, na podlagi katerega pravzaprav uradni mediji nastopajo kot osamelje otoke ali izjeme. Spravi, same govorice so začele, ki cirkulirajo po teh medijih, so postale tisti standard, zoper katerega se moramo potem poskusiti uveljaviti neke parametre logosa. In to je, kar se je zgodilo z tem. In še nikoli ni bilo, ne rečem tako, še nikoli ni bilo na voljo toliko informacij, kot jih je danes. Tako preprosto in toliko informacij.
Ampak informacije niso vednost. Informacije niso vednost. Potrebno je nek velik korak. To je korak logosa. Pridemo od tega, kaj je informacija, do strukture vednosti. Še nikoli ni bilo toliko komunikacije, kot je danes. Ampak več kot komunikacije, bolj pravzaprav preti, da na nek način z vso to maso komunikacije začne razpadati neka temeljna družbena vez. Ob vsej tej masi začne razpadati družbena vez. To, kar se je zgodilo s tem prehodom na to množične medije in recimo, govorice, ki predstavljajo nek odzadnji šum teh socialnih omrežij, to, kar se je zgodilo, je, da padajo pač neke osnovne ločnice, ki so prej pogojevali javni prostor. Prvič odpade ločnica med javnim in privatnim. Kaj smo na teh medijih? Kaj je ta Twitter? Večina javne politike je nenadoma prišla na Twitter, zlasti po tej Twitter presidency, ki postavlja neke popolnoma drugačne standarde, prišla je na neke privatne platforme. Mislim, popolnoma neverjetno, da se javni post, politični javni post pridejo na platforme, ki so v privatni lasti in katerih algoritmi so popolnoma netransparentni. Niso dostopni javnosti. In to se je zgodilo prostovoljno. Ne tako, da bi nas zdaj kdo prisilil v to, v neko nasilno privatizacijo karkoli. Prostovoljno sami smo pripravljeni jeti na te medije in jim dati to veljavo, dati to moč. In druga ločnica, ki je padla, ki pada s tem, je ločnica med recimo, proizvajalcem in konsumentom. Med aktivnim in pasivnim. Ker na televiziji, če vzamete televizijo, ena peščica je na televiziji, drugi pa gledajo. Mislim, pač obstaja zelo velika, drastična razlika, biti na televiziji ali pa ne. Velika večina pač ni na televiziji, pa gleda televizijo. Če ste na internetu, če ste na Facebooku, so vsi akteri in vsi konzumenti. Ves čas so vsi so v obeh vlogah. V aktivni in pasivni vlogi vsi gledamo, vsi smo soproizvajalci. Ne morete reči, jaz sem na internetu. Mislim, sem na televiziji, dobro, to je neka posebna privilegij, neke neznatne manjšine, ampak na internetu pač ves čas vsi, če hočemo ali ne. In tudi na teh socialnih medijih smo pravzaprav vsi, če hočemo ali ne, ker tudi jaz, ki nisem, se temu poskušam zavestno upirati, slej ko prej pride do mene, kaj se širi po internetu. Jaz že poznam to ljudi, da prijatelji slej ko prej povejo, ne more se izogniti. In te platforme so izpostavljene tako veliki kontroli, kot tega ni bilo nikoli v zgodovini. In če hočete pač neko res podprto in dobro raziskano knjigo o tem, Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. Pač ženska, ki se je res sistematično ukvarjala s tem pojavom in ugotovila, kakšni mehanizmi kontrole. To je obdobje kapitalizma nadzorovanja. Kakšni mehanizmi nadzorovanja, kakšni mehanizmi manipulacije z vsemi temi podatki, ki jih puščamo za sabo, vse sledi, ki jih puščamo na sabo na družbenih medijih in na internetu. Kako se to ves čas nenehno kalkulira, tehta, uporablja, prodaja, sem tja. Srhljivo, kot knjiga srhljivo. Ampak če hočete skrajšano verzijo tega, imate na Netflixu pač ta dokumentarni film The Social Dilemma, ki je zelo, zelo učinkovito, govori pa pove veliko teh podatkov. No in padla je razlika med javnim in privatnim, padla je razlika med producentom, pač akterjem in konsumentom, padla je razlika med relevantnim in irelevantnim, nekako brez vsakega sita se dogaja, padla je razlika med preverjenim in nepreverjenim, padla je razlika med spodobnim in nespodobnim. Če gledate, kakšen padec v spodobnosti, neke osnovne spodobnosti smo doživeli v zadnjih 15 letih, kaj mogoče javno rečem, kaj ne. In padla razlika med vednostjo in mnenjem. Mnenje vedno stoji, vse se mobilizira v tem miksu, ki je začel dejansko strukturirati javni prostor, ukinjati javni prostor. Do nedavnega smo še imeli javne medije. Zdaj je videti, da ima zlasti v Sloveniji zelo specifičnih razlogov, nekako tako rekoč pred propadom.
kako to, da si se odločil, mislim, sredi pandemije si se odločil, da boš prekršil svojo televizijsko dieto, to, da ne nastopiš pred kamero. Kakšna situacija je mogla biti, no se človek vpraša zdaj? Da si stopil na televizijo. Pa se vsi vemo, zelo huda. Se mi zdi pač to neke situacije, ker mora človek to je dobro spregovoriti. Mislim, vedno sem imel to iluzijo. Pa sem pač filozof in kot filozof, da je moj medij pač pisana beseda in da je to tisti medij, ki je medij razsvetljenstva. Mislim, medij razsvetljenstva je javna raba uma. Javna raba uma se širi preko tiskane besede. To je Kantova teorija razsvetljenstva in sem malo romantično, konzervativno se mi je zdelo, da sem naslednik, poganjak, učenec, nadaljevalec te tradicije. Prav ne vem, mislim, v drugi polovici 20. stoletja je pač televizija zadobila takšno strašno moč, manipulacije, da nisem želel stopiti v to in rajši privzeti pač neko držo zunanje kritike tega. Zdaj pa videti, televizija ima prav naivno, blagodejno, tradicionalno, neka prav naivna oblika manipulacije. Tako da ne vem, mogoče bom pa moral jeti sledi prej na Twitter, Facebook. Dva citata, da nadaljujemo to misel počasi proti koncu. Enem izmed koncev. Vsaka ideologija je dvojno artikulirana. V razrednem protislovju in v protislovju ljudstvo oblast. Prav razlika med obema protislovjema, napetost med razredom in ljudstvom, je specifičen prostor ideologije, ki določa njeno formo. Populizem je tako abstrakten moment vsake ideologije. In situacija, v kateri se zdaj nahajamo, je to, da smo tako rekoč menjali ideologijo, recimo ta postfašizem za postliberalizem. Ampak, kot pravi Horkheimer, ki ga citiraš na naslednji strani, kdor pa noče govoriti o kapitalizmu, naj molči tudi o fašizmu. Kdor noče govoriti o Golobu, naj molči tudi o Janši. A bi lahko tako rekli? Oziroma, kaj je zagata, ki nam jo zdaj, zdi se, da smo prišli po teh 2 letih tiranije v neko obdobje svobode, ampak pasti tukaj je veliko, no, mislim. Prijedemo k sedanji situaciji, ali kaj? V kraju, kjer mislim, da so me situirali zdaj v eno hotel, ki je nasproti hiše, ker je prespal Napoleon v Gorici. In slišim pa, da prispel v Gorici, da je tudi Robert Golob. Če med tema dvema parametroma. Mislim, kaj sprašuješ, kaj zdaj, kako razumeti sedanjo situacijo danes v Sloveniji? Mislim, sumljiv sem do takih enoznačnih situacij. Kako bi rekel, če je prelepo, da bi bilo res, ponavadi ni. No. In to, kar se mogoče zdaj s to menjavo oblasti, zagotovo so se veliko stvari se spremenilo na boljše, zelo očitno, od javnega diskurza do odnosa oblasti do ljudstva, da tako rečem, iz knjige, ampak ideološko gledano smo zdaj manj nasedli, ko smo zaživeli svobodo. No, glej, malo je early days, no. Mislim, da res ta oblast je šele komaj se konstituirali še 2 tedna. Mislim, da ne moremo... In damo 100 dni miru. Ne moremo zdaj narediti kakšnih velikih sklepov. Dobro, če hočeš, da komentiram to situacijo, lahko komentiram tako, da sam sem bil skeptičen do te Golobove zmage. Skeptičen do Goloba, ne do Goloba samega, ampak skeptičen do sindroma, ki tiči za tem. In sindrom, ki tiči za tem, je, da pač imamo v Sloveniji neko situacijo, kjer nekako mislimo večinsko, da je politika umazana reč, s katero se ne bi kazalo mazati rok, da je politika kurba in bi zato radi volili nekoga, ki je transpolitičen, ki je onkraj političnih teh umazanih strankarskih karkoli. Pa to nekako ni naključje, najprej Janković, pa potem Cerar, pa potem Šarec, pa zdaj Golob. Hočem reči, sama struktura mišljenja, ki vodi do tega, do takšnega volilnega rezultata.
Ne si ima za otrok s politiko, ampak dajmo nekoga transpolitičnega ali pa nekega menedžerja, ki bo zrihtal stvari. Nočemo mi politike. Ne. Politika je umazana. In ta refleks, na podlagi katerega je prišlo do tega volilnega rezultata, je tisto, kar me skrbi. Ker če kaj rabimo več politike. Rabimo resno politiko. Mislim, sem ne tega. Dajmo neko transpolitično figuro, ki je čista, pa se potem čez leto, 2, 3 izkaže, da je bih takšen, kot vsi ostali. Na vsakem Cerarjem se bolj pokaže kakšen Počivalšek. No, in zdaj, to ne govori toliko o Golobu samem, kot o tem, kakšen tip mišljenja sloni za logiko tega volilnega rezultata. Seveda sem dosegel volilnega rezultata kot referenduma zoper nek tip oblasti, in to je bil res ljudski referendum, dvotretjinska večina je bila, če se štejete leve, desne glasove, in res prepričljiva in hvala Bogu. Ne. Zdaj, od tod naprej, pa moram reči, da kljub moji začetni skepsi se je izkazal za zdaj, boljšega, kot bi človek pričakoval. Tako da na vsak način mu dajmo šanso. Kljub tej začetni skepsi, prve poteze so bile vendarle nekako so šle v pravo smer. Ampak kot rečeno, ta vlada je šele 14 dni na oblasti in bi bilo prezgodaj, da jo sodimo. Ne vem, bojim se pa tega, da bo treba spet kolesariti. Zdaj, glede na to, da smo v tem umestnem času, dajmo jim 100 dni miru, vsaj 100 dni miru, v tem umestnem času, glede na to, da smo pač na mesto knjige, ki je primarno vendarle literarni festival, glede na to, da je naslednji teden stoletnica Uliksesa, ki se obeležuje poleg seveda Dublina tudi v Trstu. Joyce, ki je bil za Lacana figura gospodarja jezika, ne, v enem svojih zadnjih seminarjev, Lacan, kot Derrida, pa še marsikdo drugi, seveda pač mu da svoje mesto, da se je z Joyceom zgodilo v literaturi nekaj, česar poprej se ni zgodilo. In to, kar se zgodi, je, da z Joyceom in Joyceovim pisanjem, to, kar se pač da pod oznako zelo hlapno, mestno prazno oznako modernizem, Lacan da zelo jasno diagnozo, in to je, da je pač Joyce gospodar jezika, da je Joyce umetnik pisave. In vse te ekscese, jezikovne ekscese, ki jih Joyce producira, od razštelanja utečenih angleških idiomov z irskimi izrazi do zvočnosti, ki prehajajo v glasbo, pa vse od najbolj obskurnih in obscenih stavkov in besed do najbolj razvišenih in sublimnih. Ves ta eksces jezika, ki ga Joyce pač uteleša, temu nasproti se je pač, in mislim, da ga lahko tudi beremo kot, kako bi rekel, malo zelo pravzaprav aktualnega, da upravim ta izraz, ker točno temu smo tudi priča v javnem diskurzu. Na drugi strani pa tebi veliko bolj ljubi Beckett, ki je šel popolnoma v kontrasmer, in mogoče, kar se tiče vsaj in literature in javnega diskurza, kako bi izgledala neka Beckettovska politika, če je, no, da skrajšam v eno vprašanje, če je Joyce tiran jezika, ne, da se navežem nazaj na temo festivala, kaj je potem v tem oziru Beckett? Ja, no najprej ta usporednica je zelo zgovorna in zelo zanimiva. Se govori veliko o 20. stoletju, da hkrati praznujemo stoletnico pohoda v Rim in tega vzpona fašizma in stoletnico recimo najbolj emblematskega modernističnega romana. Mislim, da to sliko bi bilo treba razširiti, ker mislim, da modernizem se začel, pisal sem o tem, tik pred prvo svetovno vojno, 1913 je recimo neko leto, ko je Joyce sicer napisal, izdal ta prejšnji roman. Umetnikovlastni portret. Proust izdal svoj iskanje izgubljenega časa, pa Malevič svoj prvi črni kvadrat, pa Duchamp, tisto
za svoje kolo. Skratka, 1913, Stravinski, Sacre du Printemps, Schoenberg. 1913 je bilo recimo Kafka je napisal Proces, je bilo neko res prelomno modernistično leto tik pred Prvo svetovno vojno in Prva svetovna vojna je pripeljala tudi do ruske revolucije. Spravi, da imamo neko obdobje modernizma, na eni strani kot umetnostnega gibanja, radikalnega umetnostnega gibanja, in na drugi strani začetek socialističnih revolucij, cel val socialističnih revolucij in njihove sence, hrbtne strani, ki so bila ta fašistična gibanja. In kot je rekel Benjamin, vsak fašizem je nastal na podlagi poraza revolucije. Če se bila revolucionarna stremljenja poražena, vedno je fašizem odraz poraza revolucionarnih stremljenj. In tudi, če se vrnem sam za hip nazaj v vprašanje neoliberalizma, jaz sam sem doživljal neoliberalizem kot strašen poraz levice. Strašen poraz levice. In ta nova populistična gibanja so odgovor na ta poraz. Konec koncev, sam sem bil pač, še kot gimnazijec doživel maj 68 in potem doživel nek razmah in študentskih gibanj in raznih revolucij po svetu, spravi rasel v nekem obdobju, ki je bilo obdobje velikega političnega odpiranja, v katerem se je zdelo, da je vse možno. In da se dejansko gibljamo v smer neke možnosti radikalne spremembe. In kar se je zgodilo v zadnjih 40 letih, je nek velik poraz celega tega odprtja, ki je bilo tam konec 60 let, začetku 70 let, od Che Guevare do Trumpa. Če naredimo kratko skrešavo nekega zgodovinskega procesa. In ja, pač na podlagi porazov so nastajala fašistična gibanja. Skratka, to, kar si usporednice, ki si jo postavil, odpira neko veliko vprašanje modernizma in njegovega opisa v politično zelo turbulentno politično zgodovino 20. stoletja. Na eni strani revolucionarni gibanji, ki so doživela svoj lastni notranji zlom, in na drugi strani različnimi fašizmi in populizmi, ki so odgovarjali na poraz delavskega gibanja, na poraz te revolucionarne politike. In če kaj je potem, recimo leta 1989, prišlo do zloma Sovjetske zveze, do konca tega ciklusa, ki se je začel z rusko revolucijo, to je tudi leto, ko je umrl Samuel Beckett. Če recimo vzamemo kot neko simbolni mejnik, Samuel Beckett kot nekdo, ki je pač najbolj radikalno poskušal pripeljati modernizem. Zdaj, sam si začel z Joyceom kot ne samo umetnikom jezika, ampak kot gospodarjem jezikom. Pravzaprav me je malo presenetila ta oznaka. Pri Lacanu imaš ta stavek nul ne maître de la langue. Nihče ni gospodar nad jezikom. Nihče ni tem, kar je Lacan imel, ne jezik, ampak je jezik. Se pravi, tem neobvladljivim gibanjem med zvokom in drsenjem smisla, ambivalenco jezika. To, kar je nenehno velik umetnik tega je Joyce, medtem da jezik nikoli ne pomeni samo tega, kar pomeni, ampak je nenehno zraven tudi homofonija, se pravi njegova zvočnost, ki nosi svoj dodatni pomen. To, da prihaja do naključnega trka besed. Nenehno smo v neki situaciji, ne samo jezikovnih pravil, ampak jezikovne kontingence, da je jezik v sebi kontingent. In umetnost, literatura se mora ukvarjati natanko s kontingentno platjo jezika. Nezakonito, ampak s kontingentno platjo. In nul ne maître de la langue, nihče ne more biti gospodar nad temi učinki. Nihče ne more biti gospodar nad temi učinki. In še kaj pomeni vloga pisatelja, ne to, da bi skušal gospodariti nad temi učinki, ampak da jim da na nek način spregovoriti. Torej, da izpusti iz rok svojo pozicijo gospodstva in pusti spregovoriti tistemu kontingentnemu, ki sega preko možnih gospodarjevih gest nad jezikom. To ne pomeni, da izgubi kontrolo, pomeni, da je najprej treba izgubiti kontrolo, potem pa na nek zelo, to je nemogoč poklic, sam si pisatelj, veš, da je nemogoč poklic. Popolnoma nemogoč poklic, pravi, treba izgubiti kontrolo, če hočemo, da bo prišlo do umetnosti. Ampak hkrati
je potrebno kontrolirano izogibati kontrolo. V nekem trenutku vendarle se zavesti, da There is method in my madness. da obstaja metoda v tej narosti, da je to zelo težko, da ne da se preprosto samo izgubiti kontrole, potrebno bo nič. Da je ves čas na tej kočljivi ločnici med enim in drugim. Pustiti spregovoriti kontingenciji Lalonga in obenem poskusiti kontrolirati, disciplinirati ta proces. In ja, no, če si vprašal že razlika med Joyceom in Beckettom, ne vem, Joyce je tisti, ki je bil tako navdušen nad raznimi učinki govorice, učinki jezika, nad vsem tem, kar jezik zmore, nad svojo lastno umetnost od tega, kar jezik zmore, da Joyceovo umetnost bi lahko skrčili matematično formulo n+1. Za vsako besedno igro je možno proizvesti še več besednih iger. In če gledate njegove korekture, ko je bilo že stvar natisnjeno, se spomnim, pa še to bi se dali. Vse je popisano na robu, pa še za enkrat je stvar narasla. To, da so še več, za vsako besedno igro si lahko zmislil še nove besedne igre. Beckett, če ga zvedemo na matematično formulo, je to formula n-1. Je dobil svoje korekture, pa je rekel, črtaj, to je preveč, ne, to je absolutno preveč, skrčil na polovico, pa še manj, pa še bolj skrčiti. Cela njegova pot je pot postopnega krčenja, govorice na absolutni, to, kar je imenoval v enem svojih zadnjih tekstov, the unnullable least, neizničljivo najmanj. Kako bi prišli do tistega neizničljivo najmanj, kot neke pozicije pisane. In ja, v tej opoziciji med nekom, ki je vzhičen na to bojnostjo besed, na apoteozo besede, to je stvar, ki ga beseda, to je formulacija, ki je uporabil Beckett za Joycea, to je apoteoza besede. Moja umetnost je umetnost ne besede. Kako besedi odzeti, čim več odzeti. Odzeti pomet, odzeti zven, kako priti do tistega, kar je absolutno najmanj. Kakšna politična pozicija iz tega sledi? Mislim, da mora radikalna politična pozicija jeti skozi ta proces nekega reduciranja, očiščenja, izgube gospodstva, absolutne revščine, zato da bi lahko prišli do neke geste radikalne politike. To je, mislim, da najboljši možen zaključek, tako da bom modro odmolčal od tukaj naprej. Najlepša hvala, Vladan, za ta pogovor in za te misli. Upam, da te bomo lahko v Gorici še kdaj gostili v tem ali onem formatu. Tako da hvala lepa, hvala vam in nadaljujemo potem še v bolj sproščenem vzdušju. Hvala, res hvala za to.